Dobro večer vsem skupaj. Danes je bilo že čutiti zunaj v avli, pa tudi tukaj znotraj, da je poseben večer, če ga primerjamo s temi 3 dnevi. Namreč se čuti, da smo sami domači skupaj. Torej, res lepa hvala vsem bivšim študentom, bivšim sodelavcem, podpornikom Sinaja. Kot ste slišali, bo danes zelo zanimiv dogodek. Namreč šli bomo preko zgodovine 40 let tukaj študentske pastorale v Mariboru in tisti, ki ste v posameznih obdobjih jo doživljali, boste lahko podoživljali vse lepo, kar ste doživeli. In veselimo se, sedanji študent je tudi jaz kot študentski duhovnik, da bomo lahko slišali, kako je bilo. Vsi dobro vemo, da zgodovina ustvarja našo identiteto in čutimo, sedanji študenti, da identiteto rabimo, zato smo povabili vas, da pridete sem, da vas vidimo, da vas poznamo in res smo veseli vsem, ki ste se odzvali in nas boste lahko obogatili s svojimi izkušnjami in z vsem tem, kar ste lepega doživeli. Torej, lep pozdrav vsem. Danes bo Andrejka Kričej moderirala ta pogovor, zato bom zdaj prepustil njej besedo. Lepo pa pozdravljam vse nekdanje duhovnike tukaj na Sinaju. Andrejka jih bo malo bolj predstavila, malo bolj temeljito in res smo veseli tega večera. Torej, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Prav lep dober večer vsem tukaj zbranim. Vsem vam, gospe in gospodje in našim gostom tukaj. Nocoj je večer spominov in hkrati večer novih idej. O pogledu nazaj se utrnejo številne nove možnosti za prihodnost. Pogled nazaj pa nam bodo odstrli naši nocojšnji gostje. Gospod Janko Bohak, gospod Vinko Škafar, gospod Vinko Potočnik, gospod Ivan Štuhec, pater Milan Bizant in pater Ivan Hočevar. Dobrodošli. Leta 1993 sem sama prišla študirati v Maribor in sestro Andrejo Godnič, kar nekaj od vas tukaj pozna,
mi je dala eno zelo jasno, odločno navodilo. Ko prideš v Maribor, je obvezna smer Koroška cesta 1 in center Sinaj. To je bilo tako odločno, da nisem imela izbire in sem seveda šla na Koroško cesto 1 in sem ji zato še danes zelo globoko hvaležna, ker so se tam zgodile zelo lepe stvari, ki so zaznamovale moje celo nadaljno življenje in odločanje v celem mojem nadaljnem življenju. Tako da to dogajanje, se pravi, ki se je dogajalo v zvezi s študentskim življenjem, študentsko pastoralo, sedaj vas vabim, da z nami podelite naslednje. V tem prvem krogu, kaj so bile moje oziroma naše v okviru tega ekipe, ki ste jo imeli, temeljne usmeritve v delovanju študentske pastorale tega časa in kako ste v okviru svojega dela pripravljali in izvajali Nikodemove večere. Bom najprej začela z gospodom Bohakom, ki je imel to nalogo in to vlogo v letih 1970 in do 1978. Rekli ste, da vas je to kar nepripravljenega doletelo in da vam je tu zelo pomagal pater Vital Vider, ki vam je dal neke usmeritve na osnovi svojih izkušenj, ki jih je že imel. Dali so vam študentje sami pobudo, da ne bi imeli tako resnih diskusij, da je bilo malo bolj sploščeno vse skupaj. Ob tem druženju je tudi nastal zbor Slomšek. Uvodni gospod oziroma pater, ki pa je začel s predavanjem v Ljubljani za študente, pa je bil pater Miha Žužek, o tem boste vi še kaj povedali. Leta 1976-77 pa so se začele odvijati ponovitve ljubljanskega tečaja za študente in izobražence tudi v Mariboru, pri frančiškanih. S tem pravite, da je se odprl prostor za svobodo teološke teme in možnost samokritike znotraj cerkve. Vabim vas, da z nami podelite, kako ste doživljali te začetke in kakšen je bil odziv, kako so bila sprejeta predavanja tečaja za študente in izobražence tu v Mariboru. Lep dober večer. To je večer obujanja spominov iz naše mladosti. Torej, tle bi najprej popravil, namreč 1970-1978, 3 leta sem jaz tukaj prvič pauziral, od 73 do 76 sem bil, je bil prvi del mojega študija v Innsbrucku in takrat sta me pri frančiškanski skupini nadomestila najprej dr. Viktor Papež 1 leto in potem 2 leti Matija Remše. Potem sem se vrnil 76. pa do 78. Tako da ne bi zgodovina potvarjali, to ni lepo, ne? Ja. Ja, drugače pa, tako kot sem rekel, zelo nepripravljen sem bil, čisto nepripravljen. Malo mi je mogoče pomagalo to, da sem se že v Ljubljani dosti študenti družil, študenti, ki so se zbirali pri Tromostovju in jih je vodil pater Hieronim Žveglič, en karizmatičen, duhovni voditelj mladine, zlasti študentov. No, in seveda pred njim, začetnik nekje pa je pater Žužek bil, kolikor mi je znano. Ja, ampak je že tudi pater Roman Tominec imel študente in predavanja za študente, tako da tudi nanj ne bi smeli pozabiti. Mislim, da je on zbral prvi toliko poguma, da je upal, hkrati pa je imel malo tudi krit hrbet, nekaj sta med vojno z bratom Angelikom skrivala voditelje narodno-osvobodilnega boja v orglah frančiškanskih, če je bilo potrebno. Ja, in sta potem tudi dosegla, da so frančiškani lahko ostali po vojni v Ljubljani v nasprotju z jezuiti in še
z nekaterimi drugimi duhovniki. Tudi frančiškanom ni dosti manjkalo, da bi morali ven, ki so bile organizirane demonstracije, ki so vzklikali frančiškane iz Ljubljane. No in pater Angelik je šel gor, ne, in je rekel, a tak, med vojno smo pa vam bili dobri, ko smo skrivali vas po orglah in organizirali pomoč za vas. No in so se mirno razšli, ne. Tako kot včasih beremo v Evangeliju, ne. Ja. No torej, takrat, mislim, da je 78 bil organiziran prvi teološki tečaj in pričakovali so nekaj desetin ljudi, prišlo jih je pa nekaj 100. Jaz vem, da je bila taka gužva in zmeda, da še drugo predavalnico so še hitro ozvočili, pa še tisto bilo premalo, tako da je bilo še treba zvočnike na hodniku potegniti, da so lahko poslušali vsi. Namreč tle se vidi, kakšna želja je bila po teh, po duhovnosti, po eni pristnih evangelskih temah. No in tam se je začel, takrat se je začel in to zelo veličastno bi lahko rekli, ta tečaj, vsakoletni adventni tečaj za študente in izobražence, ne. No, toliko in tam sem se družil in malo mi je to pomagalo, da sem tukaj v Mariboru se potem lahko začel pogovarjati s študenti, ampak videl sem, da mariborski študenti imajo drugačen diskurs kot pa ljubljanski, da jih druge stvari zanimajo, bolj nekje bolj osnovne resnice evangelija, krščanstva. Ljubljanski pa so že bili malo v teh filozofskih temah kar visoko, ker so pač poslušali tako, so hoteli poslušati na teološko Testenjaka in tudi Janžekoviča, mi smo pa tja hodili tudi poslušati tega, no vidite, to pa je Emšo, ne, ki je študiral v Franciji, je potem eksistencializem prenesel, ne, so potem svižo Pirjavca, Pirjavca smo hodili radi poslušati in tudi od Cvirka, ne. In tako da, po eni strani mi je to pomagalo pri mojem druženju študentov, po drugi strani pa sem videl, da tako ne gre kot v Ljubljani. No in potem, ko je tam 5-6 študentov prvič prišlo, tudi sem videl, da ne morejo tam sedeti v šolskih klopeh in stolih, ker so bili že preveliki, ne, ti mladinci in srednješolci, pa tudi oni so se še nekaj stiskali, ker jih je bilo tudi preveč, no s temi pa sem videl, da moramo iti v krog. Nekako mi je prišla ta misel in tako smo se počasi začeli pogovarjati. In potem sem videl, da so po teh resnih temah še želeli manj resne in tam so začeli peti in čudovito so peli. No in tako je prišla potem ideja, kaj če bi mi en pevski zbor ustanovili, ki bi pel pri teh 11 mašah, ki so bile zelo borne, ne, in tihe. In tako smo začeli zbirati še študente, ker nas je bilo premalo in to je bila pravzaprav prva taka uspela akcija te naše študentske skupine. Poleg prvega silvestrovanja, ne, pri Anderliču 70. na Silvestrovo oziroma par dni prej, ne. To zdaj, ta prva lekcija, ki sem jo dobil nekako od študentov, pa je bila ta, da, če zdaj gledam nazaj, da ne morem študente učiti, če se nisem pripravljen
jih poslušati in se od njih učiti. No in moram reči, da sem se veliko od njih naučil. In da smo potem imeli nič manj globoke pogovore kot Ljubljančani, samo na mal drugačen način. Ampak bilo je pa veliko te srčnosti, veliko petja in to slovenska narodna, v njih je toliko ene zdrave duhovnosti, ne, in ene zdrave vernosti, da se lahko samo čudimo, če jim znamo prav prisluhniti. No in kaj so potem oni dobili od mene, to pa kdaj slišim, zdaj ko se srečujemo slomškovci enkrat letno, vsakokrat na drugem koncu organizirajo, na drugem koncu Slovenije, ko pravijo, da so tle le doživljali eno drugo, bolj osvobojeno krščanstvo, podobo krščanstva, kot pa so ga bili vajeni v domači hiši, ne, od staršev. In da je to tisto, kar jim je dalo tudi veliko, eno tako močno življenjsko orientacijo, hkrati pa tudi eno povezanost, da se še zdaj želijo vsako leto dobivati in še vedno jih pride tam od 20 do 30, ne. Ja, in imamo vedno mašo, ne, in potem pa še kakšen program, še kakšno znamenitost, krajevno si ogledamo, nekajkrat smo tudi prespali v Strunjanu, no, ampak zdaj nam pa že zadošča en dan, ne. Toliko bi za uvod povedal. Hvala. Ja, najlepša hvala. Pater Vinko Škafar, a so prav letnice 1978, 1980? Drži? Prav se, ja. Ja. Vi ste na hitro prevzeli krmilo za gospodom Bohakom. Imeli ste predvsem skupino prekmurskih študentov. Tu ste sodelovali, se pravi, ste se povezovali z gospodom Ivanom Rojnikom in gospodom Stankom Janežičem in ste organizirali skupna srečanja z študenti ob božiču in ob veliki noči. Seveda je bila najbolj aktualna tema tistega časa spoznavanje pokoncilske teologije in prenos le-te v življenje slovenske cerkve. K temu je seveda veliko prispevala tudi ponovitev predavanj tečaja za študente in izobražence o aktualnih temah, ki je potekal v Ljubljani. In zdaj bi tako me zanimalo in verjetno tudi naše poslušalce, ali ste že sodelovali pri zasnovi takratnega teološkega tečaja oziroma kdaj je prišlo do naziva teološki tečaj in ali je v Mariboru že obstajala pobuda, da bi sami zastavili nekaj podobnega, kot se odvija v Ljubljani. Vsem dober večer. Sem tudi takole pač prišel zdrave, bolj slučajno. Namreč tu je bil, prej je vodil to skupino prekmursko, Majc Tonček. To je postal župnik v Novi Fari in je potem zadeve pusto. Prišel sem sploh ne vem kako. Skupina je bila taka precej prijetna, bilo jih okrog 20 študentov. Najprej smo se dobili pri Žeškanih, pa smo se preselili na Koroško 1. Tam smo prav mi začeli, mislim, pravzaprav v tistem času. No, morda bi še to omenil, da je tudi tukaj predsedila prej študenti še menda Pater Vidar in pa Pater Šef. In tudi Grmič je imel tudi že predtem predavanje tukaj na teološki fakulteti, recimo, tudi za laiške študente, ne. Grmič pa Rajhman Patile, ja, no toliko. Zdaj glede Ljubljane, namreč, ker sem jaz sošolec v druge koncilije in je v mojem času on to organiziral, tako da prav v tem času, ko je bilo moje obdobje tukaj, je pravzaprav tudi Rudi celo mene vabil, da sem imel predavanje nekaj o smrti. Prav tam leta 79, 80, tako da sem danes malo brskal tisti zbornik, ki že izhajajo takrat. Tako da takrat smo že precej prenašali sem. Meni se zdi, da je namreč v Ljubljani to se prej začelo.
veste, prej, namreč precej prej, kot je Janko omenil, namreč, če se spominjam, ko je recimo imel predavanje Janžekovič na mesto Kozbeka, ker je Načko Pogačnik rekel, da naj Kozbek ne predava. Tudi sam sem odobljal na ta predavanja, tam moče že leta 70 recimo, nekaj takega. No in sem bil tam zelo navdušen s tisto publiko ljubljansko, tako da sem potem tudi lahko napravil nekaj pač primerjave tudi s temle, ki se tukaj dogajalo. To je bil čas, ko smo nekateri duhovniki se upisali tudi na pedagoško, na filozofsko fakulteto, na pedagogiko, to je bil Goličnik, Kovač, potem Perme v Ljubljani, jaz sem bil tudi tam na pedagogiji, pa na sociologiji, na filozofski, pa Dimec, torej smo nekako se pač iskreni take kontakte tudi s temi laiškimi študenti. Tam smo bili tudi recimo v tistem obdobju, ko je bila ta študentska recimo revolucija leta 68 na filozofski fakulteti. No potem tukaj pa smo, kot je že bilo rečeno, imeli ta predavanja pri frančiškanih in tu sem tudi napisal, taka neverjetna imena, ker sem prepisal iz te knjige, sebe sem izpustil, so imeli take, veste, izjemna, recimo kvalitetne predavatelje, če sebe izpuščam, in sicer tile so bili, samo da vam jih preberem. Recimo, Alojz Trebula, Štefan Steiner, Lojze Šuštar, Franc Perko, Franc Rode, Janez Janžekovič, Franc Križnik, Anton Strle, Begoslav Grmič, Jože Reichmann, Vanja Kržan, Ivan Rojnik in tak dalje. In namreč tu v Mariboru smo o tem tudi skupno načrtovali z Drudijem v Ljubljani na Mošo, torej tale predavanja. Namreč mi smo tudi precej srečan, Mariborčani z ljubljanskim vodenjem študentske pastorale. Tako da je koncilij, veste, tak je počasen, pa zelo vztrajen, pa trmast in nekatere reči recimo povezoval. Tako da je bilo eno tako, se mi zdi, precejšnje sodelovanje, torej tudi z ljubljansko ekipo, te, ki so delili ljubljansko študentsko pastoralo. Zdaj v Mariboru smo pač potem te reči izbrali, imeli smo nekaj manj predavanj kot v Ljubljani. Jaz vem za sebe, da sem takrat imel tako, veste, predavanje, kar dva sva govorila. Ko sem jaz govoril, recimo, ravno v tem času prvič, Janžekovič pa jaz. 1 uro on, 2 uro jaz. In so ljudje zdržali, tam je bilo vse polno, recimo. Torej ne samo takole sediš, ampak tudi so sedeli ljudje kar tudi na odru. Je bilo izjemno, to je eno tako gibanje, izjemno gibanje, zato so se potem bali, recimo, kaj zvem kdo, Mitja Ribičič pa ti ostali, da so konciliju recimo tudi klicali na zasluševanje pa tak dalje, tam. Dočin tukaj je bila stvar pač manjša, seveda, ampak bilo je kar zanimivo, jaz sem zdaj se čudim za nazaj, ko se recimo, kaj je uspel tukaj Majc, zabiti po 20 študentov iz Prekmurja, ki so torej prihajali skupaj. No in potem tudi jaz sem recimo uspel v Mariboru, da sem istim časom imel tukaj tudi še skupino eno, čeprav sem živel drugod, in sicer srednje šolce. Stanovali so v teh domovih, torej ti študentski šolci od drugod, recimo Savinjske doline, iz Prekmurja, tam iz Ajdovščine, potem iz Šentjurja, te ogromno, in smo se tudi dobivali vsak teden, srednje šolci, so dejansko prihajali. To je bilo nam tako zanimivo gibanje, torej takrat v Mariboru, tudi ko Janko še se potem tudi prevzel izobražence, da sem imel kar 3 večere, recimo v Mariboru, pomeni Prekmurce, ampak z dodatkom ostalih, bila tudi nekakva izvem študentka iz Rogaške Slatine, potem od Ormoža in tak dalje. No in tako da je bilo tako, se mi zdelo neko tako gibanje, ni tako mogoče močno, kot ljubljansko, vsekakor bilo je in prihajali so. Zdaj, bi še kaj možno vprašalo dovolj za zdaj. Tako, mislim, da je za uvod kar lepo. Fino, hvala. No, in gospod Vinko Potočnik, zdaj, če naprej rišemo časovnico, se piše leto 1980 do 1988. Vaš prvi stik z mladimi je bil tudi študenti že v času vašega kaplanovanja v Stolni župniji leta 1972. Potem je sledil študij v Rimu in takoj po vrnitvi iz Rima vas je čakala vloga študentskega duhovnika.
Takrat, a ni res? Je res. Je res. Takrat so srečanja potekala že na Koroški cesti 1. Vi ste še bolj odprli ta dialog, se pravi, ni bilo več tako imenovanih predavanj ex katedra in vsak je imel možnost besede, se pravi odprta srečanja v krogu. Ste glavni pobudnik ustanavljanja ostalih študentskih skupin in povezovanja le-teh na škofijski ravni. Tako je potem tudi nastal tako imenovani medškofijski študentski odbor. Je bilo pa takrat že kar še ostro zaradi političnega režima in ste omenili, da so bile zato svete maše bolj redko, tako 2 do 3-krat na leto. No, sam teološki tečaj pa je imel takrat namen predstaviti krščanstvo kot nekaj lepega, vsebinsko bogatega in smiselno in razumsko utemeljenega. Od leta 1987 se je odvijal teološki tečaj v tej avli, takrat škofijski avli, danes Slomškovi dvorani. Gospod Potočnik, kako ste nadgrajevali temelje študentske pastorale naprej in zastavljali zamisli za tematiko teoloških tečajev? Dober večer tudi z moje strani. Bistvene stvari je vse gospa Andrejka povzela. Zdaj ne vem, koliko vas zanimajo takšne stvari, jaz sem jih sicer zelo tako doživljal, da jih še sedaj nosim v sebi, ne samo kot spomin, pač pa verjetno iz tistega časa človek tudi potem živi naprej. Rečeno je bilo, da sem se takoj po novi maši 72. leta, 2 leti sem bil tukaj v stolnici kaplan, ne samo srečal študentsko skupino, ampak smo takrat ustanavljali študentske skupine. Takrat je prišel takšen čas, da so že nastajale študentske skupine, tako po Sloveniji, in v Mariboru vem, da smo nekoč tukaj bili skupaj s 3 študenti in sem rekel, kaj če bi mi začeli? So rekli, ja, pa sem rekel, samo moja skrb pa ni to, da bo študentska skupina nastala. Jaz ne morem iti v študentske domove pa okrog, to je vaša stvar. Sem rekel, jaz se ne znam predstavljati, da bi en študent ali pa študentka ne bil zmožen drugič čez en teden, ko se bomo dobili, pripeljati seboj enega prijatelja ali pa prijateljico. In ena študentka se je celo pohvalila, pripeljala 2. Tako se je začelo in ko sem 74. leta odhajal v Rim, takrat je naša skupina štela nekaj čez 40. In tako so bile takrat študentske skupine po raznih župnijah in ko sem v Rimu sem jaz doživel pravzaprav pokoncilsko vretje. V Rimu je bilo takrat v tistem času okrog 2000 temeljnih občestev je nastalo, raznih, bolj ali manj cerkvenih in vse mogoče. In sem jih tudi precej obiskoval, sodeloval na župniji in to mi je tudi dalo potem za naprej za delo neko spodbudo, neki temelj, tisto izkušnja. In seveda, ko sem pa prišel zadnje dni oktobra 80. leta domov, nisem še doktoriral, sem oddal samo doktorat in so me potem čez 2 meseca poklicali na obrambo, me je čakal doma dekret, pa vam povem, kakšen je bil. Študent, duhovnik za mladino, študente in izobražence, škofijski referent. Drugič, nedeljski pomočnik v Vuzenici, da sem šel tja v petek zvečer ali pa v soboto zjutraj zgodaj, pa sem ves dan imel verouk, v nedeljo pa sem šel še na župnijo na Primož na Pohorju, sem tam bil praktično župnik in popoldne pa sem potem že nastopil kot mladinski pa študentski duhovnik, sem hodil okrog od župnije do župnije, tako kot je Andrejka rekla, sem skušal povezovati, spodbujati, marsikaj nagovarjati duhovnike, da bi tudi začeli študentsko skupino in zraven pa sem postal še takrat, tu je moj študent 1. generacije, predavatelj na teološki fakulteti.
In zdaj si lahko predstavljate, ob vseh teh zadolžitvah, kar me je čakalo v dekretu, je pravzaprav bilo nemogoče nekaj resno narediti. Toliko stvari, ne. In morda ena taka značilnost, da ko se zdaj nazaj spominjam, pa tudi drugi mi rečejo, da jamral pa nikoli nisem, da imam veliko dela in, ali pa preveč, pa nekako z veseljem sem delal, seveda je lepo bilo biti kjerkoli z mladimi, povezovati, spodbujati. Bil sem pa zelo presenečen, da so mnogi duhovniki tako rekli, da za študentsko skupino ali pa za skupino izobražencev smo takrat rekli, pa se ne čutijo nekako kompetentne ali usposobljene in se mi je nekako zelo čudno zdelo in pozneje sem začel doživljati, da so tako začeli mnogi, so rekli tudi za mladinsko pastoralo, danes pa nekateri to nekompetentnost čutijo že za osnovnošolsko mladino. Tako te stvari potekajo, ne, in ja, do 88. leta sem bil, v glavnem je šlo za povezovanje. Ja, če še rečem teološki tečaj, da ne bom predolg, pri frančiškanih je bil v Ljubljani, sta bili vedno dve predavanje, tako kot je že pater Vinko omenil, in potem pa odmor, potem pa dolga diskusija. Jaz sem bil prvič predavatelj potem po Rimu 81. leta, skupaj s pokojnim, takrat še ni bil nadškof, ampak profesor Perko, smo imeli vsak 3/4 ure predavanje, potem odmor, potem pa pogovor, ki je trajal takrat do 1:45 po noči. Takšna zanimanje, takšna in polna dvorana, tako po odru so sedeli in ko smo potem začeli sodelovanje recimo z Gradcem pa tako naprej in so prišli tu sem, pa so se čudili, da je tale dvorana za teološki tečaj polna. Niso mogli verjeti. V Gradcu so že takrat doživljali take čase, ko jih mi sedaj, ko ni polno, ne? Ko ni več takega zanimanja. To je seveda veliko vprašanje, zakaj. Ker ljudje pa ta vprašanja še vedno nosimo v sebi. A ni tukaj odgovorov ali kaj je s tem? To je eno tako vprašanje, ki me vedno spremlja. Pa če bo še kako vprašanje, pa naj bo potem naprej. Hvala. Najlepša hvala. Akademsko leto 1988-89, pa vse tja do 96-97. To je bil izjemen čas v zgodovini Slovenije in našega naroda. Dobili smo samostojno državo in demokratično družbeno ureditev. In to je bil čas dobesedno nabit z občutkom svobode, novih priložnosti. Srečanja z študenti so bile najprej tukaj pod nekdanjo galerijo El Sacra, tako imenovana Trojka, potem pa naprej na Koroški 1. Leta 90 so se v hišo na centru na Koroški cesti 1, se pravi v okviru centra Sinaj, preselijo tudi sestre Uršulinke. In polnosti je zaživel center Sinaj, znotraj katerega so živeli in delovali različne skupine. Skupnost krščanskega življenja, skauti, Amos, vokalna skupina Lira, sredina skupina, biblična skupina in tako naprej. Res živa hiša. Izjemno bogato študentsko življenje in močna povezanost pri delu s sestrami Uršulinkami in vedno večji delež konkretnega vključevanja v delo strani študentov, kar se je odsevalo tudi pri pripravi teološkega tečaja, kjer so bile teme tudi v duhu družbeno-političnih sprememb. Gospod Šuhec, ko pogledate nazaj, kaj bi rekli? Ja, lep dober večer tudi z moje strani. Ja, najprej bi rekel, da so to bile najlepša leta mojega življenja. Drugo, kar je bilo v tistem času res drugače kot za moje predhodnike, infrastruktura se je spremenila. In ker se je infrastruktura spremenila, so bile dane materialne možnosti, ki jih
noben od mojih predhodnikov ni imel. Tako kot si rekla, najprej smo začeli sicer na trojki v kleti, ker je gospod ekonom takrat trojko ravno kupil in je spodaj v kleti bil prostor za slomškov zbor in pa za študentsko skupino, tako da mislim, da smo eno leto ali nekaj takega smo se tam dobivali, no potem je bila vrnjena celotna hiša na Koroški cesti in potem smo se tja preselili, sestre Uršulinke so prišle v Maribor in to je bil potem začetek dejansko nekega življenja na Koroški cesti 1, kjer smo tudi poimenovali to hišo Sinaj in tako v tistem času vse, kar smo poimenovali po Svetem pismu. Tisto, kar pa se mi zdi, da je bilo nekako ključnega pomena tudi za sam začetek, ko sem jaz prišel, pa je to, da jaz sem tista generacija, ki sem ob teološkem tečaju v Ljubljani gor rasel, sem na teološkem tečaju predaval in sem na teološkem tečaju organiziral. In teološki tečaji ali sedaj Nikodemovi večeri so eden izmed ključnih elementov pri trasiranju poti za samostojno Slovenijo. To se velikokrat premalo pove. To, kar je Nova revija na splošno nekako njen imidž, njena podoba, vse te stvari, vse te teme, vse te zadeve so se v veliki meri odvijale že predtem na teološkem tečaju. Če bi pogledali vsa predavanja, ki so bila tudi na to družbeno temo, bi videli, da se je odpiralo vrsto vprašanj že tudi tu. Tako da to gibanje, kot je rekel prej Vinko, tudi ta interes za teološki tečaj je bil tudi povezan z tem družbenim vrenjem, ki se je čutilo. Zdaj, meni si lahko predstavljate, sem prišel iz Rima po 6 letih študija v času Janeza Pavla II. V Rimu sem ves čas spremljal, kaj se je dogajalo na Poljskem, Solidarnosť. Sem prišel nabit z vsemi temi zadevami v Maribor. Maribor je bil sicer socialistično zabetoniran od Grmiča navzdol, tako da tu ni bilo tako enostavno. To se je v Mariboru kar čutilo. Tu se je zelo težko karkoli premikalo. Če ne bi bilo te avle, ne vem, kje bi se dobivale prve demokratične nove politične skupine. Vse so se tu dobile. Prvi mariborski demos se je v tej avli dobil. Vse se je dogajalo v tej dvorani, zato ker nišče v Mariboru takrat ni bil pripravljen komorkoli, karkoli posoditi. Vam povem, kje se je Desos, ki se je takrat imenoval Sivi panterji, se je ustanovil tu, kje je zdaj Slomškova knjigarna. V teh prostorih so se Sivi panterji ustanovili. Tako da mi smo takrat, hvala Bogu, da smo imeli to dvorano, smo res potem lahko odpirali tu prostor. Ne samo z Nikodemovimi večeri, ampak tudi sicer smo z študenti skozi celo leto prirejali različna predavanja in različne goste, vso, bi rekel, tudi politično elito smo takrat zvlekli v Maribor, od Spomenke Hribar, ki sem jaz na tem odru jokošoval, pa nageljčke talo, danes si sicer ne bi več, ampak takrat je zaslužila si to. Če bi tako naprej šla, ko je šla takrat, bi še ji danes kakšnega dal, ampak nažalost ni bilo več tako. Še eno stvar moram reči, to, kar je Vinko tudi prej rekel, seveda mi kot študentski duhovniki nismo mogli hoditi tako, bi rekel, glih po študentskih naseljih in tak. To je bilo še zmeraj tako. Tako da za moje obdobje je bila tudi velika sreča, da je prišla prva skupina laičnih teologij, med njimi Alenka v Maribor, je bila tudi moja študentka takrat, ona je stanovala v študentskem naselju in Alenka je bila taki, bi rekel, vezni člen med študenti v študentskem naselju in našo skupino, potem na drugi strani recimo sestre Uršulinke, tako da smo imeli duhovnika, sestre, laično teologinjo, ti še ni sicer bila laična teologa, ampak si postajala laična teologinja. Tako se mi zdi, ta tim je tudi bil pomemben v tistem obdobju, ker smo se drug ob drugem brusili, drug ob drugem se učili
In tisto, kar se jaz moram ženskam zahvaliti, ženske so me vse na realna tla postavile. Jaz sem včasih s kakimi idejami bluzu, z visoko znanostjo preleto z Rima in tako naprej. Najprej so me to študentje na faksu na realna tla postavile, pol pa v glavnem ženske pri skupini. Tako da to recimo, ki je Janko rekel, da se je učil, tudi jaz sem se veliko naučil od tega, vsi smo se drug od drugega učili. Pol naslednja stvar, ki je bila tudi v tistem času še, Brinjevo goro smo dobili nekako v upravljanje in na Brinjevi gori so se seveda odvijali vikend srečanja in marsikaj drugega se je tam odvijalo. Pol mi smo hodili veliko tudi na morje poleti, tam smo Farofe obnavljali, nazadnje smo že bili v vojnem stanju na Hrvaškem in tako je bilo veliko zanimivih zadev. Mislim, štorij bi bilo za cel večer za pripovedovati, da ne predolgi. Res zelo dinamično obdobje, ki mislim, da nam je vsem dalo zelo veliko. Ja, res je. Najlepša hvala. No, zdaj bi po tej časovnici, ki sem jo jaz nekako uspela risati, je prevzel delo študentskega duhovnika gospod Srečko Hren. Njega žal nocoj z nami ni. No, njega pa je nasledil pater Branko Cestnik, ki ga tudi žal nocoj z nami ni, nam pa je poslal oziroma je tako malo spisal, kako je bilo takrat, ko je on to prevzel. In to smo bili v letu 1998, do 2002 je pater Branko bil študentski duhovnik. In tako piše: leta 1898 sem postal študentski duhovnik v Mariboru. Med drugimi nalogami je bila tudi organizacija teološkega tečaja. Seveda ni šlo zgolj za praktično izvedbo. V opis nalog je spadalo, da sva ljubljanska in mariborska študentska duhovnika s svojimi sodelavci postavljala naslov dogodka in izbirala predavatelje. To je bilo obdobje, v katerem se je pri mladih že močno kazal premik iz družbenega v privatno. Na teološkem tečaju se je ta umik poznal na vse bolj bornem številu slušateljev, ko je šlo za družbene in politične teme, ter na visokem številu slušateljev na predavanjih o psiholoških, terapevtskih in duhovnih temah. Če se izrazim simbolno, predavatelj stres, krščanski družbeni nauk, je predajal štafeto predavatelju Gostečniku, odnosi in terapija. To so bila leta, ko je slovenska cerkev obhajala svojo veliko sinodo, plenarni zbor. Kljub ponovno vzniklem kulturnem boju proti cerkvi se je slednja odločila za dialog z družbo, kulturo, politiko. Tem dogajanjem ustrezna so bila tudi premišljevanja o nadaljnji vlogi in podobi teološkega tečaja. Na relaciji Maribor-Ljubljana smo razglabljali o preimenovanju vsakoletnega dogodka. Če ohranjamo ime teološki tečaj, ohranjamo častitljivo tradicijo in uspešno znamko. Če spremenimo ime, odpremo nove možnosti, ki presegajo pridevnik teološki. Odločili smo se za spremembo in ravno na moj predlog dogodek preimenovali v Nikodemove večere. Nikodem je mož, ki je ponoči prišel k Jezusu, da bi z njim debatiral. Dobronamerni, iščoči ljudje, ki se v temnih novembrskih večerih zbiramo k razmišljanju in pogovoru, smo mu podobni. Poleg imena smo začeli iskati rešitve tudi v metodi. Nikodemove večere smo skrajšali za 2 večera. Namesto 10 predavanj jih je nastalo 8. Ukinili smo predavanja v petkih. Predvsem pa nas je zanimala metoda okrogle mize. V Mariboru smo takrat imeli zelo dobro izkušnjo z okroglo mizo o rock glasbi in cerkvi, ter videli, da se lahko v cerkvenem okolju sproščeno razpravlja o marsičem in z marsikom. Težava metode okrogle mize je, da pri njej rabiš agilnega, skoraj profesionalnega voditelja razprave. Teh pa takrat na katoliški sceni ni bilo na pretek. Kakorkoli, v Mariboru so moji nasledniki metodo okrogle mize bolj uveljavili, v Ljubljani pa manj. Sčasoma sta tudi na podlagi odločitve za metodo nastala 2 koncepta Nikodemovih večerov. In potem nadaljuje še kratek sestavek, pater Cestnik,
kot predavatelj, svojo vlogo kot predavatelja. Za študentskega duhovnika se je spodobilo, da ni samo voditelj kakšnega od Nikodemovih večerov, pač pa da tu in tam, ne ravno vsako leto, tudi sam predava. Tako sem nekajkrat predaval v vlogi mariborskega študentskega duhovnika, kasneje pa še nekajkrat z pozicije župnika in pisca predsedniku družina. Običajno sem prevzel kakšne bolj delikatne in za cerkveno okolje ne ravno pogoste teme. Te so bile odločitev za uboge, sovraštvo do religije, ljubezen pop kulturi, kriza duhovništva in nedialog v cerkvi. Tako pater Cesnik o tem času, v katerem je deloval kot študentski duhovnik. No, potem pa smo že pri patru Milanu Bizantu 2002-2008. Katoliški študentski center Sinaj je bil vedno pred večjimi izzivi modernega časa in vedno večje globalizacije. Pravite, da je ostajal temelj Kristus, se pravi živeti in rasti v veri v Kristusa ob odprtosti za vsakogar, ki sprejema to orientacijo. Za študente to še vedno čas iskanja identitete v smislu te odprtosti, da vsak veren ali neveren najde kaj dobrega za rast, za posebljanje vere v Kristusa. Študentje so imeli možnost priprave na zakramente uvajanja, organizirajo se številne ekumenske dogodke, predavanja. Sinaj se je navzven odprl in gostoval na Štuku. To je tisto, kar ste prej govorili, da še ni bilo ta pravega, vi ste naredili ta korak navzven. In družben angažma je še naprej potekal preko Amosa. Nikodemovi večeri so utrjevali nov stil, ki je temeljil na ustvarjanju dialoškega mosta v kulturno in duhovno-religioznem pluralizmu. Velik pomen se pravi pomen delovanja kristjanov v povezovanju. Potem pomen vzpostavljanja dialoga znotraj cerkve, med kristjani, z drugače verujočimi in z neverujočimi. Okrogle mize, ne več predavanja, so ostale redni način poteka teoloških tečajev in ustvarjanje odprtih zaključkov in spodbuda poslušalcem k večjemu osebnemu angažmaju. Pater Milan, kako je torej potekalo to odpiranje centra Sinaj navzven, kako so vas sprejeli na Štuku in pa kako so bili sprejeti Nikodemovi večeri v tem novem stilu? Dober večer vsem. Torej dve vprašanji. No najprej, da je bil center Sinaj, ko sem ga doživljal, ko sem začenjal, da je bil konsolidiran, torej z eno usmeritvijo in da potem samo peljem naprej stvari. Je bil tudi poimenovan nekaj let prej Katoliški študentski center Sinaj, torej s katoliško identiteto, študentsko identiteto. In tako nekako sem gledal, torej eno je življenje na Sinaju, študentje, ki prihajajo, nekaj je delež, ker študentje na Sinaju ponudijo mestu Maribor, naprimer Nikodemovi večeri, potem križal pot po ulicah Maribora, ki je povezoval različne skupine, mariborske verske skupine. Potem pa je pa večkrat tudi ta misel prihajala, kaj pa delež katoliških študentov na študentsko sceno. No in potem je enkrat prišla ta misel, če bi imeli kakšen dogodek na Štuku. Tako zelo spontano je do tega prišlo, se spomnim na pri enih študentih, zdaj ne vem, tam v študentskem naselju v Petki ali kje smo bili en večer, pa je prišla ta misel. In potem se je videlo, da je dosti enostavno bilo to izvedljivo, en tak dogodek pred božični študentski večer, ni bilo kakšne težave, smo bili sprejeti. In s tem, ko smo bili tam, je tudi potem bila ena pot, da smo imeli bolj dostop do oglaševanja. Takrat je bil Štil, študentski informativni list, in so nam tako objavljali noter, pa se spomnim tudi v Spektru, ki je bila študentska revija tudi, pa tako. Zato, ker večkrat so študentje rekli, kako da ne vemo, da obstoja center Sinaj.
In to posredovanje informacij gotovo ne več gre po osebnem, po osebnem vabilu, na katerih pa ni dosegali in znova so rekli to. No in zato je bil potem ta korak. Nekaj je torej, kako katoliški študenti nekaj dodajo na študentsko sceno v Mariboru, pa to, da bi na ta način, da je bilo potem tudi več ta informacija, kaj počnemo, kaj delamo, da je bilo to posredovano. No, to je prvo. Drugo pa glede Nikodimovih večerov. Ja. Spomnim se, da se nas je zbral kar nekaj, ker sem bil nov v Mariboru in nisem poznal in se nas je precej zbralo, tudi kakšen tukaj sedeči. No in tako eno tako iskanje, kako naprej z Nikodimovi večeri, ali tako ponavljati, kar je v Ljubljani, ali pa kakšno spremembo. No in potem nekako se je izkristalizirala počasi ta misel, ta ideja, kaj če bi tako naredili v Mariboru drugačen program. Tako vem, včasih, tako so nekateri rekli, da stvari, ki so za Ljubljano zelo primerne, za Maribor niso toliko. In potem smo rekli, dajmo pa tvegati spremembo. No, tako smo šli iz 2 tednov na 1 teden in iz oblike predavanj na okrogle mize, pa da smo potem take aktualne tematike izbirali. No, tako smo šli v to, ta način. Zdaj odziv, tako eni so bili zelo proti, ker so rekli, da je treba posredovati katoliško identiteto, jo predstavljati in utrjevati, kar je tudi res. Gotovo pa niso Nikodimovi večeri edina prireditev. Tako okrogle mize je pa tako malo odpre, pa to je bilo po tistem, ko je bil sklepni dokument tega, kako je že, sklepni dokument kako je bilo že? Plenarnega zbora, tako, no. No in ta sklepni dokument je kar poudaril dialog. In je ravno takrat je išel 2-3, tako nekako je ta sklepni dokument išel. No in potem smo šli v to smer, to se pravi, okrogla miza je bodisi, da eno tematiko pogledamo iz različnih smeri, gledišč, eno je pa včasih malo bolj konfrontacija. No in tako bi rekel, glede na odziv, je bilo sprejeto, pa smo potem nadaljevali. Ker tako se spomnim, no, ne vem, naprimer, ko je bilo vprašanje, kako da zunaj televizija ne dela, pa ni ozvočeno, ker je bilo vse noter polno, gor polno, ni bilo mogoče več v dvorano priti in so se kregali, zakaj tista zunanja televizija, ne vem, če še. Takrat je bila ekran pa ozvočen, zakaj ni delovalo to. In so kakšni rekli, da so pač morali iti domov, ker ni bilo prostora. Tako morda smo imeli tudi en tak, da tej v pripravljalni ekipi, ki je bila precej široka, da smo našli kakšne dobre teme, bodisi to je res kakšne take bolj terapevtske, čeprav smo zmeraj dodali tudi dogmatični krščanski vidik, prav gotovo. Smo imeli, naprimer, ne vem, zdrav in nezdrav občutek krivde, o jezi, o odpuščanju, ampak iz različnih vidikov. Odpuščanje gotovo nekaj je pač dogmatski, teološki, drugo je psihološki, psihoterapevtski vidik, tako se je dopolnjevalo. Kakšne pa druge teme, tudi, ne vem, zgodovinski madeži cerkve ali pa cerkev in denar, se spomnim, ko je bilo za cerkev in denar, je bilo ravno tisti čas, ko je bil novi zakon o verskih skupnostih, po financiranju verskih skupnostih. Šturmov zakon, po drugi strani Guličev zakon in je bilo ravno tisti čas in se prav spomnim, sem rekel, tako kot je tudi Branko Cestni rekel, da morajo biti dobri voditelji okroglih mis in se spomnim, sva se pogovarjala z gospodom Možino, Jožetom Možino, ki že kdaj prej vodil in sem mu prav rekel, to, je rekel, nimam časa, sem rekel, veš kaj, če ti ne boš, se sploh ne bomo lotili tega, ker ne vemo, kdo bi. Dej, no in je boj sprejel. Tako so bile kakšne tudi take teme, no, ki so bile zelo aktualne v tistem času. No, toliko.